Naš planet je poln življenja. Res, od mikrobov v najglobših oceanskih jarkih pa do orlov, ki jadrajo visoko nad nami. Ampak kako se znanost sploh loti vse te osupljive pestrosti? No, skupaj bomo pogledali v sistem, s katerim znanstveniki urejajo to, recimo ji kozmično knjižnico življenja. In samo za občutek, kako obsežna je ta knjižnica, znanstveniki so do danes poimenovali in opisali skoraj 2 milijona različnih živalskih vrst. In poudarek je na besedi živalskih. To sploh ne vključuje rastlin, gob ali pa milijonov in milijonov mikrobov. Obseg je, preprosto nepredstavljiv. Torej, kako se znajti v vsem tem navidežnem kaosu? Kako organizirati milijone teh knjig v naši knjižnici življenja, da jih sploh lahko preučujemo in razumemo? Odgovor je pravzaprav presenetljivo eleganten in se skriva v znanosti o razvrščanju. Pa poglejmo. Oglejmo si orodja, ki jih znanstveniki uporabljajo za to, resnično, monumentalno nalogo. Vse se začne pri enem samem temeljnem gradniku, na katerem stoji celoten sistem razumevanja življenja. In ta temeljni gradnik je vrsta. Sliši se enostavno, ampak definicija je v resnici zelo, zelo natančna. Bistvo je v enem samem vprašanju. Ali lahko potomci dveh osebkov imajo svoje potomce? Če je odgovor da, potem govorimo o isti vrsti. Klasičen primer to popolnoma pojasni. Recimo konj in osel. Lahko imata potomca, mulo, ampak, in tukaj je tista finta, mula je neplodna, ne more imeti svojih mladičev. In ravno zato konj in osel nista ista vrsta. Ljudje po drugi strani, naši otroci seveda lahko imajo svoje otroke, zato smo vsi del ene same vrste, Homo sapiens. No, da bi se izognili zmedi po svetu, potrebuje znanost nek univerzalen jezik. Zato ima vsaka odkrita vrsta uradno dvodelno znanstveno ime. Predstavljamo si to kot ime in primimek, ki sta enaka povsod po svetu, ne glede na to, kako neko bitje poimenujejo domačini. Naprimer, mi smo Homo sapiens. Homo je ime našega rodu, to je kot nekakšen širši priimek, sapiens pa je ime naše vrste. Enako velja za navadno hišno muho, Musca domestica. Ta sistem deluje kot univerzalni osebni dokument za vsako vrsto in zagotavlja, da vsi znanstveniki po svetu vedo točno, o čem teče pogovor. V redu, zdaj, ko poznamo osebno izkaznico vsake vrste, pa se malo oddaljimo. Poglejmo celotno sliko. Kako je torej celotna knjižnica življenja organizirana na najvišji, najbolj temeljni ravni? Pomislimo za trenutek. Če bi morali čisto vse živo na našem planetu razdeliti v samo 3 največje, najbolj osnovne skupine, kateri bi to bile? Prva domena so arheje. To so, recimo, pravi ekstremisti v svetu mikrobov. Predstavljajmo si življenje v vročih vrelcih, kjer je voda skoraj vrela, ali pa v okoljih, ki so tako slana, da bi uničila skoraj vse drugo. No, tam uspevajo arheje. Druga domena so nam veliko bolj znane bakterije. Te so dobesedno povsod, v prsti pod našimi nogami, v oceanih in seveda na milijarde jih živi tudi v našem telesu, kjer opravljajo ključne naloge za naše preživetje. In tretja domena, to smo mi. In vse ostalo, kar vidimo s prostim očesom. Evkarioti. Od gob v gozdu do mogočnih dreves in seveda vseh živali. In ključna razlika? Naše celice imajo lepo organizirano jedro, kot nekakšen ukazen center, medtem ko ga arheje in bakterije nimajo. Pa se potopimo malo globje v našo domeno, evkariote. Ta veja življenja je tako raznolika, da jo je treba razdeliti naprej. In pri tem bomo naleteli na nekaj, kar se pravilom, upira. Znotraj evkariotov poznamo 4 glavna kraljestva. Tu so nam dobro znane rastline, gobe in živali. In potem so tu še protisti, nekakšen predal za vse ostalo, kamor znanstveniki uvrstijo organizme, ki niso ne rastline, ne živali, ne gobe. Sem spadajo recimo alge in amebe. In zdaj k tisti obljubljeni izjemi. Obstajajo delci, ki se ne prilegajo nikamor v to lepo urejeno drevo življenja. To so virusi, biološki pirati na sami meji med živim in neživim. Tako je, kljub vsem boleznim in težavam, ki jih povzročajo virusi, tehnično gledano sploh niso živa bitja. Zakaj ne? V bistvu sta 2 ključna razloga. Prvič, nimajo celic, so samo genetska koda zapakirana v beljakovinski plašč. In drugič, in to je odločilno,
Sami od sebe so popolnoma nemočni. So kot nek piratski načrt brez ladje. Da bi se razmnoževali, morajo ugrabiti živo celico in jo prisiliti, da dela kopije zanje. Vse to se morda zdi kot neko akademsko urejanje enciklopedije. Ampak zakaj je ta sistem tako ključen v resničnem svetu? No, odgovor je včasih vprašanje življenja in smrti. Tale citat pove praktično vse. Ime plazmodij morda ne zveni kaj dosti znano, ampak pomembno je, kaj ta stvarca ni. Ni bakterija in ni virus. Kam torej spada? Naše drevo življenja nam da jasen odgovor. Plazmodij je protist, kar pomeni, da spada v domeno eukariotov skupaj z nami. In ta informacija, ta preprosta uvrstitev, je prvi in najpomembnejši korak pri reševanju milijonov življenj. Zakaj? Ker ta mali protist vsako leto povzroči malarijo pri skoraj 300 milijonih ljudi. To ni samo statistika, to je ogromna globalna zdravstvena kriza, ki jo povzroča en sam droben eukariot. In to je tisto ključno spoznanje. Ko vemo, s čim imamo opravka, ali je to bakterija, virus ali protist kot plazmodij, vemo, kje začeti. Razvrščanje ni le poimenovanje, je osnova za razvoj zdravil, cepiv in strategij za boj proti boleznim. Ta neverjetni sistem nam torej omogoča, da osmislimo vse znano življenje. Je kot nekakšen zemljevid biotske raznovrstnosti našega planeta. Vendar pa nas pušča s enim vznemirljivim vprašanjem. Kaj se skriva na tistih delih zemljevida, ki so še vedno prazni?